V zgodnji jeseni, ko so vinogradi že pripravljeni za najlepši čas v letu in se grozne jagode ob petju čričkov polnijo žlahtnim sokom, podjetne brike že razmišljajo, kako bodo s pridelkom najbolje gospodarile in razveseljevale. Letos so že četrtič obogatile Ljubljanski grad z najplemenitejšimi darovi narave. Lepoto, s katero so obdarjene nosilke nežnega spola. Dobroto, ki dozori pod skrbnim varstvom vinogradnikov in vinarjev. In nenazadnje dobrovoljo, ki se najlepše razplamti prav v družbi prijetnih žena in deklet. Ni čudnega torej, da so v pretesne prostore Ljubljanskega gradu zvabile enormno število ljubiteljev lepote in dobrot. To je sok vinske trte, ki ga skrb in ljubezen vinarjev oziroma vinark, če danes rečemo tako, doneguje v vino, ki prinaša v naša življenja radost in veselje in ki vabi k druženju in zagotovo spremlja od nekdaj pomembne priložnosti, takšne kot je današnja. Dober večer in lep pozdrav na tradicionalnem druženju Brike v mestu, tokrat tukaj v tem prekrasnem ambientu Ljubljanskega grada. Dobrodošli vsi, ki ste prišli, da se družimo, da spoznamo ženske, ki so doma v vinarstvu, ki skrbijo za to, da je letina letos verjetno še boljša, kot je bila lani, kajti če verja rek, da ženske pri hiši skrbijo za vse tri vogale, potem je tam, kjer je doma vino, ženska potrebna tudi za to, da podpre celo moža. In priložnost, kot je tale, pomeni, da iz Brd v prestolnico prinesemo nekaj našega in pristnega, hkrati pa to izkoristimo kot povabilo, da našo deželo opojnih trenutkov, naši gostje doživijo v živo, v vsej svoji čarnosti, tam, kjer je Brdom narava nekdaj namenila najlepši prostor pod soncem. Zadovoljen, ponosen sem, da sem s temi našimi brikami v četrtič, ko so organizirali to srečanje v Ljubljano, na Ljubljanskem gradu, da sem tudi sam prisoten. Letos je še posebno bogato obiskano to srečanje in brez dvoma, da sem zelo zadovoljen. Brici seveda se trudimo delati prepoznavna Brda in brez dvoma, da te naše vrle brike pripomorejo k temu in dodajo neki kamenček, ali pa celo bi rekel kamen v mozaiku v smislu prepoznavnosti Brd. Današnji obisk dokazuje to, da ta prireditev pridobiva, bom rekel, na smislu, na vsebini. Prvi namen današnjega večera je druženje žensk in vseh ljubiteljic in ljubiteljev vina, drugi namen je promocija vina in tretji namen je dobrodelnost. Stvari so, bom rekel, lepo zapeljane, te brike resnično so dokazane, pokazale, da so trmaste, vztrajne, ampak vse to je mišljeno v pozitivnem smislu. Se pravi, brike nekako zažigajo. Ja, res je. Če bi se izrazila nekoliko bolj poetično, bi rekla tako, da vino je bilo od nekdaj opevano kot pijača bogov. In Bog, najlepše, kar je ustvaril, je zagotovo ženska. In združiti oboje, žensko in vino v dogodek, kot je današnji, pomeni nekaj najbolj veličastnega in smelega, kar nam je v Brdih uspelo. Navdušeni smo nad udeležbo, ki četrtič zapored dokazuje, da se prireditev, za katero gredo iskrene čestitke, če lahko tako rečem, srčnim damam tega dogodka, Petri Rutar in njenim sopotnicam, briškim vinarkam, v pravi festival. To ni pravi festival, to dejansko je to druženje žensk. In ker je bilo druženje zares pravo, bi skoraj zmanjkalo prostora za izpeljavo uradnega programa, kjer so podelili priznanja najbolj zaslužnim predstavnicam iz področja javnega obveščanja, ki govorijo in pišejo o vinu. Zdaj bi si lotila 5, da bi ostali tiho. 5 minut, oziroma nekoliko bomo, 20 minut posluha, vas lepo prosim, vinarke. Ženske je že v naravi to, da nosijo tri vogale
gospodinstva, jaz bom rekel, za briške razmere, kakšenkrat, da se to dogodi tudi, da nosijo kar vse 4 vogale. Čeprav so danes tudi ob teh vrlih brikah tudi soprogi, kateri naj bi nosili 4. vogal. In še plemeniti namen današnjega dogodka, to je dobrodelnost. Ja, prav gotovo. Ženske smo zagotovo tiste, ki v to družbo in v ta svet prinašamo noto, ki je povezano z lepšim in boljšim svetom. In to je zagotovo tudi skrb za tiste, ki so jo potrebni. No, danes se je pokazalo, da ta prireditev je več kot uspela in brez dvoma, da ta zadeva je smiselna, da postane resnično tradicionalna. Če se je že 4-krat dogodila, sem prepričan, da se bo zgodila tudi 5. in tudi 10. in mogoče tudi 100. In to resnično pripomore k temu, da Brda postaja vse bolj prepoznavna kot neka vinska destinacija, pa tudi turistična destinacija. In resnično lepa hvala tem našim vrlim brikam, naj bode take naprej in bomo tudi brici zadovoljni. Bom rekel brici, v narekovajih sem mislil v moškem spolu.